Pozdravljeni! V kratkem videu vam bomo predstavili, kako v e-orodje za poročanje Mobility Tool Plus vnesete udeležence fizične aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja oziroma LTT aktivnosti za svojo organizacijo. Najprej odprite zavihek aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja ter na seznamu LTT aktivnosti, ki jih je vnesla glavna koordinatorska organizacija projekta, poiščite aktivnost, za katero želite vnesti udeležence. Ko jo najdete, se z miško premaknite čisto desno na ikono Pogled in kliknite nanjo. Odprle se vam bodo podrobnosti izbrane LTT aktivnosti. Z miško se pomaknete proti dnu strani do razdelka Skupine in do zelenega gumba Ustvari. S klikom nanj boste ustvarili svojo skupino udeležencev. V razdelek Število udeležencev vnesite podatke o številu udeležencev na izbrani LTT aktivnosti za vašo organizacijo. V polje Število udeležencev vpišete število učencev oziroma dijakov, ki so se udeležili aktivnosti, oziroma v primeru, da je bila aktivnost namenjena samo učiteljem, v to polje vpišete število učiteljev, ki so se udeležili aktivnosti. V polje Število udeležencev s posebnimi potrebami vpišete, koliko od teh udeležencev je bilo udeležencev s posebnimi potrebami. Če takih udeležencev ni bilo, pustite nič. V polje Število udeležencev z manj priložnostmi vpišete, koliko od teh udeležencev je bilo udeležencev z manj priložnostmi. Če takih udeležencev ni bilo, pustite nič. V polje Število spremljevalnih oseb vpišete število spremljevalnih oseb, to je število učiteljev. Če je bila izbrana aktivnost namenjena samo učiteljem, pustite nič, ker ste učitelje že vnesli v polje Število udeležencev. Pomembno, v Mobility Tool vedno vnašamo dejansko število udeležencev, ne glede na to, kakšno število je bilo načrtovano v prijavnem obrazcu. V razdelek Individualna podpora vnesete podatke o številu udeležencev, za katere zaprošate za individualno podporo. V polje Število udeležencev vpišete število udeležencev, to je učencev ali dijakov oziroma učiteljev, če je bila aktivnost namenjena samo učiteljem. V polje Trajanje vpišete trajanje izvedene aktivnosti, in sicer seštevek delovnih dni aktivnosti po programu in dni, ki ste jih porabili za pot, pri čemer lahko za pot dodate največ 2 dni. V polje Število spremljevalnih oseb vpišete število spremljevalnih oseb, oziroma če je bila vaša aktivnost namenjena samo učiteljem, pustite nič. V polje Trajanje vpišete trajanje izvedene aktivnosti, in sicer vpišete seštevek delovnih dni aktivnosti po programu in dni, ki ste jih porabili za pot, pri čemer lahko za pot dodate največ 2 dni. Vedno vnašajte dejanske podatke o trajanju aktivnosti, ne glede na to, kakšno trajanje ste navedli v prijavnem obrazcu. E-orodje Mobility Tool Plus bo samo izračunalo znesek individualne podpore, do katerega ste upravičeni. V razdelek Potovanje vnesete število udeležencev, za katere zaprošate za povračilo stroškov za pot. V polje Skupno število udeležencev vpišete skupno število udeležencev, torej seštevek udeležencev in spremljevalnih oseb. V polju Razdalja v izbornem meniju izberete ustrezen pas razdalje. Pri tem si lahko pomagate s kalkulatorjem razdalje. Upošteva se razdalja od kraja organizacije pošiljateljice do kraja organizacije gostiteljice. E-orodje Mobility Tool Plus bo samo izračunalo upravičen znesek za stroške poti. Ko končate z vnosi, ne pozabite klikniti na zeleni gumb Shrani.
Podatke, ki ste jih vnesli, lahko kadarkoli urejate ali popravite, in sicer tako, da v zavihku aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja ponovno poiščete željeno LTT aktivnost, s klikom na ikono Pogled odprete aktivnost, pri skupinah udeležencev poiščete svoj vnos in kliknete na ikono Uredi oziroma svinčnik. Ko zaključite z urejanjem, ne pozabite ponovno shraniti podatkov.